Za področje pravno-finančno bi svetovala par zadev, na kjer je treba biti pozornih. Prva od teh je, da že na začetku ob sami pripravi prijave na razpis namenimo dovolj pozornosti temu področju, da razmislimo, kateri stroški sodijo v katero stroškovno kategorijo, jih pravilno načrtujemo, ker to tudi pomeni potem v samem procesu uveljavljanja stroškov, zagovarjanja stroškov napram reviziji in komisiji bistveno lažje delo. Naslednja pomembna novost v obzorju 2020 je ta, da bo vsa komunikacija z Evropsko komisijo potekala preko portala za prijavitelje in na ta portal se je treba pri prvi prijavi nekoliko navaditi. Terja tudi svoj čas, predvsem za tiste, ki se prvič prijavljajo, pridobitev kode prijavitelja potrebuje svoj čas in zato je treba to tudi vzeti v zakup, ko se pripravlja prijave na projekte. Naslednja pomembna zadeva je, da obzorje 2020 prinaša nekaj novosti v primerjavi s 7. okvirnim programom in tisti, ki so že prijavljali prijave v 7. okvirnem programu, naj posvetijo nekaj pozornosti tudi tem novostim, da bojo seveda prijave korektno napisane. In ne nazadnje stvar, ki se mi zdi tudi pomembna, vse, kar predstavljamo na teh predstavitvah obzorja 2020 v povezavi s finančno-pravnimi pravili, so splošna pravila, ki veljajo v modelskem tipu pogodbe, ki so napisane v dodatnih pojasnilih, kadar pa so kakšne posebne specifike, so te navedene v posameznem delovnem programu, na katerega se prijavitelji prijavljajo in je treba te specifike upoštevati. Vsekakor priporočam, da začnejo z dobro idejo. Pri iskanju konzorcija morda zberejo najprej tiste ključne partnerje, potem pa, ko izdelajo idejo do konca, iščejo partnerje naprej, ki seveda pašejo noter v to idejo, ki so jo si zamislili. Potem pa pri sami pisavi pa se čim bolj zorganizirati, iti na portal čim bolj pogosto, klikati se, seznaniti s tem, kako poteka ta sama prijava in vsekakor ne čakati na zadnji trenutek, ker se te stvari lahko tudi sesujejo in potem gre toliko dela v nič.